Jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudi. V eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati smih. Drage dame, spoštovani gospodje, dobrodošli v naši in vaši televizijski oddaji Dobra volja s Francem Gorzo na TV Ideji. Upam, da ste židane volje, da se imate lepo doma izpred televizijskih sprejemnikov in da gledate tole našo in sedaj tudi že vašo oddajo. Ja, moški moramo velikokrat pocartati ženske, je tako? In potem mož pravi ženi, veš, kako si lepa? To sem že slišala. A veš, kako ti dobro kuhaš? Tudi to vem, ampak drugi moški svoje žene peljejo v restauracijo. Povej že, kaj bi rad, je rekla. On pa pravi, saj veš, če bi se malo pocartala, vsi moški ste isti. In potem nastane problem. Odkot ženskam ta podatek? Vsi moški ste isti. Skladbica, ki jo sedaj poklanjam za vse vas, ženske, pa nosi tak lep naslov. Niti ena ti ne seže do kolena. In potem naj se ženske vprašajo, odkot nam, moškim, ta podatek. Moški radi smo barabe, ženskam rečemo kar babe, one pa nas rade imajo. Na uhu nam šepetajo, ko dodejo naš gečkajo, srčeca nam svoja dajo. Na koleni sem jo prosil, z rožicami pot potrosil, v mojem srcu njo bom nosil. Pred oltarjem bova stala in od sreče se jokala, tihi da zašepetala. Niti ena, ti ne si že draga do kolena. Niti ena, samo ti boš moja žena. Niti ena, ti ne si že draga do kolena. Niti ena, samo ti boš moja žena. Zlatna prsva dala in od sreče se jokala, ti princeska moja mala. Sem pred Bogom ti obljubil, večno bom le tebe ljubil, moja žena si postala. Niti ena, ti ne si že draga do kolena. Niti ena, samo ti boš moja žena. Niti ena, ti ne si že draga do kolena. Niti ena, samo ti boš moja žena. Niti ena, ti ne si že draga do kolena. Niti ena, samo ti boš moja žena. Samo ti boš moja žena. Drage dame, spoštovani gospodje, vsakdo izmed vas, pa tudi jaz, imamo kak
zapisan dogodek v svojem spominu, ki nam bo ovekovečil ali pa se vstisnil trajno v srce v našem življenju. Jaz se spomnim leta 1983, ko sem se srečno, ne po svoji krivdi, poročil. Leta 2013 pa je Alja Krušič zmagala na šovu Slovenija ima talent. Alja Krušič je z nami. Z nami je zmagovalka šova Slovenija ima talent leta 2014, Alja Krušič. Alja prihaja iz Ribnice na Pohorju. Torej si Štajerka. Pol Korošica, pol Štajerka. Jaz rečem, da sem kar z Pohorja, da sem Pohorka. Povej, Alja, kaj se je zgodilo potem leta 2014 po tisti zmagi? A je bilo veliko fantov, ki so všečkali, klikali, ha? Ja, veliko sem dobila oboževalcev že na audiciji Slovenija ima talent in od takrat naprej je bilo vse samo še bum in veliko nastopov, veliko vsega. Bilo je, lepi spomini so za mano. Ti to paše? Ja. V tem pač mora vsak uživati. Alja, kdo ti sedaj si začelo tudi snemati svoje skladbe? Imaš že posnete 4 skladbe, je tako? Ja. Nastopaš veliko? Pa ja, še kar nastopam. No. Evo, recimo, kam prideš, če te povabijo tudi na Abrahama pet, pa na poroko? Tudi. A ste slišali? Na kje te lahko najdejo? Ali na moji spletni strani ali pa kar na Facebook strani. Fanta, imaš že?
Naj ostane skrivnost. Naj ostane skrivnost. Imaš veliko podporo pri svojih starših? Ja, tam imam največjo podporo. Tudi oče je bil glasbenik ali pa še je? Je še glasbenik, tudi mama in tudi sestra, tako da smo cela glasbena družina. Morda sama pišeš, kakšno besedilo pa kaj takega? Ne? Zaenkrat še ne, ampak se trudim, ampak ni še to za javnost. A boš malo moj, ha? Ja. Kak lepo, ne? Koga si to mislil vprašati? Vse fante? Kaj pa vem. Ne veš. Tistega ta pravega. Pravega iščeš. Tako. Ali je naslednja skladbica, ki jo bo zapela? Nisi sam. Nisi sam. Pa res nismo sami. Z nami je Alja Krušič. Spet sediš v svoji sobi in zakrivaš svoj obraz. Se v tvojem mladem srcu skriva grenek prav. Ne verjemi starim zgodbam, ne zapiraj več oči. Svet že zunaj čaka na te, a se ti ne zdi. Le prisluhni tihim tim besedam in z menoj nariši čisto nov kraj. Le prisluhni, mi na svetu sam poiščem tvoj nasmeh, veš, nisi več sam. Svojo srečo, veš, da nisi sam. Le prisluhni tihim tim besedam in z menoj nariši čisto nov kraj. Le prisluhni, mi na svetu sam poiščem tvoj nasmeh, veš, nisi več sam. Lojče, Janki, kaj je? Neko sva že napravila, 3 zadeve smo dala skozi. Gorza je na veliko ga kaže, na veliko muzikantke odijo, ljudje odijo gledati ploskati, mi dva, trudiva se, rihtava, niko in ništa. Daj zmisli nek šumarijo, gleda penes njega. To same žute su nama Vsi dali. prosijo za spod, ko se napravi. To niti več ne vala, gledaj, to je nešto ljudi to. Neka bo mogla samo toliko ali pol popevla, pa gledaj, kaj pa mi vas pegiva, daš pricar, pa kaj je to, nič stroška, Nešto ne imeti vodaju, šalabajze. pa gledaj, gvant mava, metuljčke mava, neko Nič proti lepši vas. Ja. Poslušaj, tuhtaj, Janči, tuhtaj, nekaj moraš zmisliti, razmiš, nekaj moraš najti, ko bo šlo notri, ko prideva. Ko bo penes zaslužila, stej, nada penes, to vse žuto, to smo namatali, to niko. Tuhtaj, Janče, odi pa tuhtaj. Miha, sam znaš, kako je številk ne pozna, tako športne stave se mimo, to ne ide. Ko bi rekel, kaj penes bil, ko bi cej ideji veličila. Znaš, kaj sem predmislil? Janči, ko če bi kupleraj odprla.
Miš, ko obe dve doma nikaj ne delate, ne tvojo pa ne mojo. Mariška pa Ilonka, znaš, ko bi to bilo Ko morate njevi delati za to, ko? Ne, to ne smeva delati. To je grdo. Pa kaj je kupila rekipljeno, kaj pa za to, ko? To za pejne zada, razmišljam. To ne Kako se nasmeji nekome? To ne. To če bi banku ropalo. Banku, če bi ropalo, Džonč. Imaš pištolo, imaš ti. Nekoga udri z kitaro, pa bo, gledaj, to je hladno orožje, misliš, ka ne? Ne. Ne pisti. Banku ne bo ropalo, ti vas zatvori, ti pa ne vas ne Pa banke tako pejne snemajo. Ti si želiš kako mi, Ti boš še kaj BTC ropalo, ja. Točno, čakaj, ne. Znaš, ko bi. Jaz znam, ko imaš ti doma psa, pa ga imam. Ampak tvoje je bolje psička, gel, tako še pridiš na za akcijo. Črni bole tak, ja. Pa ima veliko srce. Srce ima? Ga ima še poleg srca, ko je drugo veliko ali nika ne. Pa ko boš ti s psom? Ko pa če bi imel dva malo videti, tvoje tu zavetišča, gel? Ja. Pa male živali gnezde, što nema živali, rad nema ljudi, rad. Tako je. Moja Marička ima tudi male živali, picajzle ima. Resno? Resno, ja. Te imam gaz doma ti? Ti živali ti ne. Dobro. Ko si mislil ti s tem psom napraviti? Tebe držite, ljudje imajo na diženih podlogah. Sa, nišče ne kupi, človek. Ma ne bo ga udavalo. Ko pa? Pobavžajo ga, malo ga potepkajo, da mamca pravila, ga imam doma tudi takšnega. Ja, pa ti? Ga imam tako smato, Ja, pa- mačko, psa, No, pa ti? Pa najvrženih šumov. Misliš, ko dometal? Pa glej, evro, dva, samo te mora na šprica rešporati. Pa ideva, Aga, trživa psa. vlučam, pa vidim. Kao, za pene za vse idej, ka veličiva, ka bi šla budati. Hajde da. Drage dame, spoštovani gospodje, nahajamo se v osrčju Murske Sobote in sicer v hotelu Diana v krasnem ambientu. Z nami pa je tudi župan mestne občine Murska Sobota, dr. Aleksander Jevšek. Gospod župan, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Sicer ste, kolikor vem, Korošec, pa vseeno zelo dobro vodite našo Mursko-Soboško občino. Ja, zdaj ne vem, Koroše sem sigurno po rodu, ampak v bistvu po srcu pa Prekmurce, zaradi tega, ker sem že več kot 30 let tukaj v Prekmurju in sem ponosen na to in vesel sem in srečen, ker sem tukaj oženjen. Ja, zelo lepo ste tole povedali, srečno oženjeni. Vse nas je veliko, smo v oddaji Dobra volja in se radi pošalimo. Gospod Jevšek, glasba vam v življenju ni bila tuja. Ne, jaz mislim, da sem imel to srečo v življenju, da mi je bila položena v zibelko, pa tudi sicer, jaz mislim, da bi za politike boljše bilo, da bi peli, ko pa se kregali. Tako da jaz rajš tu pa tam zapojem. To bo potrebno en aplauz. Kitara je vaš inštrument? V bistvu to je dolga zgodba. Jaz nisem imel sreče, da bi lahko kot otrok obiskoval glasbeno šolo. Sem pa potem za prvo plačo sem si kupil kitaro in sem si jo sam tudi naučil igrati. Zdaj, kako igram, to je druga stvar, ampak za kakšne brnže sem kar vredi. Ampak če bi zdaj midva skupaj tako za vse Sobočance, pa za vse, ki gledajo tole oddajo, zapela vse najboljše, bi šlo? Bi šlo? Brez skrbi. Evo, župan, gospod Jevšek in jaz in vsi vi, a gremo skupaj? Vse najboljše zate, vse najboljše zate, vse najboljše Murska Sobota, vse najboljše zate. Sem vedel, da boš mi nekaj naštimo. Namreč mi s Francom sva že kar stara prijatelja in vedno, ko smo skupaj, vem, da nekaj ušpiči. Dobro, zdaj pa greva bolj k resnim zadevam. Mestna občina Murska Sobota. Zakaj naj bi turisti prišli v Mursko Soboto? Kaj je tistega, na kar ste Sobočanci lahko ponosni? Kaj je tisti prioritetni načrt? Pa kdaj bo nogometni klub Mura v prvi ligi? Evo, dve vprašanji sem postavil. Torej, jaz mislim, da je tisto prvo turizem in pa obiski tukaj v Pomurju, v Prekmurju, res perspektiva in pa možnosti, ki jih še nismo izkoristili. Mi se v mestni občini trudimo, da bi ponudbo razširili in znano je, da organiziramo sedaj tudi kuhanje na ulici, Slovensko ulico oživljamo, hkrati pa jaz mislim, da je v tej situaciji danes, ko je iti na dopust v Egipt, v kakšne take eksotične dežele nevarno, predvsem pomembno, da se ljudje, turisti v Pomurju čutijo varno, da tukaj imamo enkratno naravo, da imamo veliko možnosti, predvsem pa, da imamo ljudi z nasmehom, ki jih toplo sprejmejo, to, kar vedno bolj in bolj pogrešamo. Torej,
Vabljeni vsi vi, ki nas gledate po Sloveniji in po celem svetu, pridite kdaj tudi v vašo občino v Mursko Soboto. Aha, kar se pa Mure tiče nogometnega kluba, A, še to je. ga podpiram, navijam za Muro, ampak jaz sem dečkom pravil, jaz na mesto vas golov ne morem dajati. Taka bojo mogli za žogo bežati, gole dajati, pa bojo tudi v prvo ligo prišli. Jaz mislim, da rabimo prvo ligaša. Tako. In še mogoče zadnjo vprašanje ali pa kako sporočilo našim vsem gledalcem televizijskim, ki jih ni malo, je kar veliko, kaj lepega jim povejte. Ja, jaz predvsem čestitam Francu in pa televiziji Idea TV za to idejo, za ta sklop vdaj. Jaz mislim, da toliko dolgočasnih stvari gledamo na televiziji, da je res pravo olajšanje, ko gledaš oddajo, kjer se poje, smeje in kjer si lahko sproščen. Tako, hvala gospod Jevšek, ampak čisto za konec vedno moram nekaj ušpičiti ali pa vprašati in spet dve vprašanje, na katere boste vedeli odgovor, na eno boste, na eno pa ne boste. Torej, koliko prebivalcev šteje mestna občina Murska Sobota? 20 000. 20 000, tu ste se izvlekli, si ziher kakšen več ali pa manj, ampak tu smo, aplavz za gospoda župana. In pa zadnje vprašanje, leta 1983 je igral levega beka pri Muri kdo? Feri Cipot. Ne, Franc Gorza. Hvala lepa. Hvala lepa za gostoljubje. Zdaj doga najbolj nico, zdaj mi je odpovedal, ponoša me čaka. Jaj, komu zdaj najletinko novega dobim. Sem pravi Sobočanec, sem dečko s Prekmurja. A ja, zdaj pa na Slovensko ulico 45 videjatelj, pooblaščenimi prodajalci Telekom Slovenije. Sosed prav, ko tam vse zriktajo. V akciji imajo mobilni paket brezskrbni A, ker jim je omogoča neomejene pogovore pa sporočilo kjerkoli v Sloveniji že od 17,95 na mesec. V vezavi pa dobim 2 giga prenosa podatkov brezplačno do 2 leti. Prostite, čevapčiče in pleskavice bi starši od moja pridejo na piknik, jaz pa... Ja, za taščo pa samo najboljši. Ja, Vzemite Ave. hvala. Ave Grill, prvi in najbolj prodajeni mesni izdelki za žar v Sloveniji. Drage gledalke, spoštovani gledalci, naši naslednji gostje prihajajo iz Maribora. Leta 1972 se je 5 postavnih takrat mladeničev odločilo, da bodo posejali čudežna polja.
Tvoj nasmeh je spomin na tiste dni, ko bila sva blizu si, ko sem vedel, da me ljubiš še močno. Tvoj pogled v hladni noči greje me, moje hrepeni srce. Vem, ne bo, kot je bilo. 25 ur na dan, jaz te rad imam. Zate pišem pesem, ti pošiljam telegram. 25 ur na dan, le jaz te rad imam. Največja želja moja neizpolnjena si vedno ti bila. Ker rojstni dan praznuješ, naj ti voščim iz srca. Tvoj korak, ki izgublja se v temi, zjutraj v mahu le sledi. Ko bi vedel, če me ljubiš še lahko, tvoj obraz se izmika mi v megli, v meni pa nevzdržno tli, iskra, ki se ne ugasi. 25 ur na dan, jaz te rad imam. Zate pišem pesem, ti pošiljam telegram. 25 ur na dan, le jaz te rad imam. Največja želja moja neizpolnjena si vedno ti bila. Ker rojstni dan praznuješ, naj ti voščim iz srca. 25 ur na dan, jaz te rad imam. Zate pišem pesem, ti pošiljam telegram. 25 ur na dan, le jaz te rad imam. Največja želja moja neizpolnjena si vedno ti bila. Ker rojstni dan praznuješ, naj ti voščim iz srca. Drage in spoštovani gledalci, čudežna polja so z nami. Po tolikih letih spet bomo rekli v Murski Soboti na odru, v televizijski oddaji. Gorazd, lepo pozdravljeni vsi tvoji fantje. A smo v redu, fantje? Lep pozdrav, mi smo v redu in oddaja je fenomenalna, moram reči, vzdušje v dvorani, tako kot vedno v Prekmurju. Tu smo navajeni bili in seveda vedno doživeli fantastičen sprejem. Hvala lepa. Kar nekaj let ste mirovali, sedaj pa spet preigravate, je tako? Ja, načeloma nismo mirovali, ampak nismo toliko bili na nastopih, mi smo snemali, časi nekje niso bili takšni, mnoga plesišča, mnoge dvorane so zaprle svoja vrata, ne? Kajti v tistih najboljših časih je vsaka vas praktično tudi v Prekmurju imela svojo veselico, svoj mladinski ples in tako dalje. Tega je bilo v zadnjih časih malo manj, ampak v zadnjem času se pa spet odpirajo ti živi nastopi in veseli smo. Mi smo se pa resnično tako bolj vrnili na sceno leta 2005 po 5-letnem, bom rekel, odmoru od odrov, ko nas je naš najboljši, bom rekel, DJ, znani iz TV Slovenija, Dragan Bulič, glasbeni urednik, pozval, da smo imeli v Hali Tivoli velik povratni koncert, bi lahko rekel. Tako da sedaj, če želijo gledalci, kdo izmed gledalcev televizijski, ali bilo kdo vas povabi tudi na kakega Abrahama, ali kaj, pridete igrati? Ja, na vsak način. Seveda pa raje delamo tudi veselice in pa tudi koncerte.
in pa kot gosti pridemo pa tudi na druge predvite, Abrahama, poroko ali Torej, čudežna polja spet živijo. Gorazd, fanti so se malo spremenili, ne? Malo je vseeno predstavi, da vemo točno, ker je ker, no. Kaj se ti zdi, da smo se kaj spremenili? Ne, glej, dost, malo pa je, malo, ne. Dajmo en velik aplavz najprej za našega pevca, najboljši glas Deep Purple v Sloveniji, Slavc Kovačič. Seveda, brez nepogrešljive prve tipke Maribora, Zdenka Zagorca, čudežnih polj ne bi bilo. Ale blondinec? Tu moram pa imeti mali uvod. Čudežna polja smo ponosna na to, da od začetka smo praktično v isti zasedbi, tako kot The Rolling Stones. Edino zadnjih 5 let se nam je pridružil drugi bobnar, ampak ne kar nekdo. To je znani slovenski pevec Ivek Baranja. En aplauz za Iveka. In torej čudežna polja praktično v isti zasedbi že od vsega začetka. Zdenko, Slavc in jaz smo od prvega dne in še danes smo tukaj, tako kot Mick Jagger in ostali. Tako, to je res za pohvaliti. Gorazd, sedaj boš malo premešal tele skrinjice, dragi gledalci, drage gledalke, spoštovani gledalci, kot veste, imamo skriti zaklad, v te skrinjice se skriva zlati prstan, zlatarne Mari in nekdo izmed obiskovalcev tukaj danes, ali pa vi doma izpred televizijskih spremnikov bo dobil spet zlati prstan. Ne odpirati, samo mešati, torej bomo prišli tudi do te igre proti koncu vdaje. Naši fantje, čudežna polja, pa vas bodo sedaj še kar zabavali, zaigrali bodo kar tiste njihove največje hite in če želite zaplesati, lahko tudi vi zaplešete, dragi obiskovalci, tamle na tole glasbo, ki imamo itak vsi radi. Gorazd, za konec. Naslednja je pa, seveda, treba tudi napovedati, kajti mi smo ponosni na to, da smo bili že v stari Jugoslaviji na tem izboru za Eurovizijo. To je pa pesem iz slovenskega izbora za Eurovizijo in upam, da se boste vsi spomnili, nekdo igra klavir, čudežna polja. Da probamo, če znajo. Nekdo igra klavir v sobi nad menoj. A vemo? Znajo, sedaj bodo z vami. Tako, sedaj bodo. Čudežna polja! Novi sosedje so v blok prišli, mamica, očka z njimi ti. Zjutraj greš šolo, se smehljaš, popoldne klavir igraš. Nežni se zvoki razlegajo, glasba ne pozna meja. Tvoje etide mi segajo, vedno bolj do srca. Nekdo igra klavir, nadstropju nad menoj. Tako lepo zveni, da rad bi bil s teboj. Nekdo igra klavir, ljubezen se budi, nestrpno čakam, da se ne zgodi. Nekdo igra klavir, nadstropju nad menoj. Tako lepo zveni, da rad bi bil s teboj. Nekdo igra klavir, ljubezen se budi, nestrpno čakam, da se ne zgodi. Danes spet slišim klavirja zvok, zberem pogum, stečem urnih nog, stopim pred vrata in pozvonim, ali te lahko dobim. Oče odpre in pogleda me, zdi se kot da se smehlja. Sine, ne moreš dobiti nje, ker sem pač sam doma. Nekdo igra klavir, a zdaj ga zameni, na glas poslušam rock, srce pa greni. Nekdo igra klavir, pri meni pozvoni, ko bom odprl, vem, da to boš ti. Nekdo igra klavir, a zdaj ga zameni, na glas poslušam rock, srce pa greni. Nekdo
Lepega psa, gospa, lepega psa. Lepega, pa vi ste pa še lepše. Lepše znate Ja. kaj, gospa? Vi nemate kakšen penez, ki bi dali za psa, ki bi mi zbiramo za humanitarno, znate, ki nema, Znam kaj samo- gesti nema pes, pa to. Samo zdaj sem se ta dala, zdaj nimam Veste, nikaj drobiža. Dobro, nikaj Ne. penez. Pa ne drobiž Ne, sem je mislil, še. jaz sem mislil velike, ki bi dali Je, kakšnega. velikega pa niti ne dobim. Nekaj tako, te za nikaj ne mu zasluži. Je pa Dobro, to gospa. viva kakšne cigare imata velike. Ja, komaj, to so kvipi. To doma napravljeno, nikaj ne iz Avstrije kipljeno. Nikaj. Samo v Doma penis mivo, to vse doma ročno napravljeno. Grun je vdorov. Grun je vdorov, gospa. te pa- Grun je vdorov v celo Gledate vi to državo, pa vdajo, se- dobra vola, gledate? Gledam. Vam je lepa? Lepa. Ovi šalabajzer gorza, vam je fajne? Ja. Oj, gospa, vi bi lači vam mogli videti pađanki, če bi... Ja, No, vaj tega, najrajše gledam. ne, če not pestite. Ja. Ne pestite, ne, not, mora penez zameti prav. A tak, ja. Šilo smo zbira. kaponku ropljavo. Ja. Ovi imajo menje penis kot mivo. Tako drugo ne na živali se služi. Zdaj pa na male živali zberemo Ja. penez za humanitarno. Kakor nemate nikaj, ne, gospa, nemate. Nemam Dobro, nikaj, ve pa te, ej. da te meli pošljite. Ja že dom sosede. Ja, sosedi, dajte pa, daj, stojite. Veš, raje ti napisal bom, čeprav še sam ne vem kako. Da sreča sem dekle, ki dala mi je svoje srce. Odkar si ti na faks odšla, vse manj si me pogrešala. Zato ne čudi se, da našo drugo sem dekle. Ko poštarno nastav iskal, ne misli, da se bom kesal. Še danes pismo bom oddal, vsak poštar najde te, če hočeš ali ne. Poštar zvoni samo dvakrat, in če mu vrat ne odpreš, nikoli ne izveš, da drugo ljubim. Poštar zvoni samo dvakrat, in če mu vrat ne odpreš, nikoli ne izveš, da drugo ljubim. Bogi dala, skrita za žarometi, iščeš poglede poeta s kitaro na odru bleščeče. Bogi dala, ki te ne more pogledati, kje v paleti se pač se tvoj lik ne želi razodeti. V meni ni več moja glasba, ne se izdrža, nek se naigra želje, zna srca ugasne v najluči, jaz pa zapojem le tebi. Leči so sama sva, zdaj se objemiva, želja zna srca je uresničena, zdaj ko ni več, če lahko zapojem le tebi. Bogi dama, moja mala Bogi dama, daj pomi, da tole pesem želel bi nocoj samo tebi zapeti. Oblečen sem po zadnji modi, a ta moj je milijonar. Po Evropi pot me vodi, moj prijatelj je denar. Pozno vstajam, nikdar sam, danes tu sem, jutri tam. Črnolaske in blondinke, vsaki nežno šepetam. I love you, dokler si tu, ostani z mano. Playboy svetovnega formata, to sem jaz. I love you, dokler si tu, ostani z mano. Za vse življenje dal ti svoje bom srce. Ostani vsaj še nocoj, ko najin dom še po sreči vzdehti. Nocoj zapleši z menoj, ko v srcu spi še ljubezen zadnjih dni. Bilo lepo je kakor v pravljici,
Iskala za nami sva skupno pot. Ne bova vedela, ne jaz niti, zakaj življenje polno je grenih zmot. Ana Marija, moja Ana Marija, ljubi me ti, Ana Marija. Ana Marija, moja Ana Marija, pusti skrbi, dan se budi. Ana Marija, moja Ana Marija, ljubi me ti, Ana Marija. Čutim, da tebi vrnejo me poti, vedno boš moja ti, Ana Marija. Dve kači se plazita po gozdni poti. Naenkrat se ena zaustavi pa pravi, ej, poslušaj, a sva midve zelo strupene? Ne, zakaj vprašaš? Ugriznila sem se v jezik. Če vas gadi, ugrizejo ali pa pičijo. Aj. Skupina Gadi so z nami. A veš, da čisto sem iz sebe, kako naj najdem pot do tebe. Jo, iščem se poti in trudim se na vse načine. Lahko mi poči vratna žila, lahko kupujem ti darila. A naj se mečem pod lika, naj nakopljem si greh, da mi izvabim ti bisere v oči. Lahko bi muk me odrešila, lahko bi vsaj me opazila. Lahko bi kdaj, pa kdaj mi dala kakšno majhno šanso. Morda pa si priznati nočeš, da v bistvu si želiš in hočeš, da bi te bolje spoznal in da kak šopek poslal ali za lepši dan en poljub mi dal. A si kaj nora name, je v tvojem srcu kaj prostora zame? A ti sploh misliš name, ali je to vse le zaman? A si kaj nora name, je v tvojem srcu kaj prostora zame? A ti sploh misliš name, ali je to vse le zaman? Lahko bi muk me odrešila, lahko bi vsaj me opazila. Lahko bi kdaj, pa kdaj mi dala kakšno majhno šanso. Morda pa si priznati nočeš, da v bistvu si želiš in hočeš, da bi te bolje spoznal in da kak šopek poslal ali za lepši dan en poljub mi dal. A si kaj nora name, je v tvojem srcu kaj prostora zame? A ti sploh misliš name, ali je to vse le zaman? A si kaj nora name, je v tvojem srcu kaj prostora zame? A ti sploh misliš name, ali je to vse le zaman? Name, ali je to vse le zaman, ali je to vse le zaman. Drage dame, spoštovani gospodje, Gadi so z nami. Anže, David pa Primož, je tako? Točno tako. In ti si Primož. Jaz sem Anže. Ti si Anže. Tako, Primož je Dolenc. tamle in David na sredini. Anže je tisti izmed gadov, ki se v trenutku, gospa draga, če pridete pred njega, zaljubi. Ba jaz se zaljubi vsako. Ja. Če je lepa. Če sem hotel začeti, pa sem se malo griznil za jezik. Kaj je tisto, kar mora biti pri ženski? Če. No, kaj mora imeti? Če je lepa navznoter, pa navzven. Kako pa ti vidiš lepoto navznoter, ko srečaš žensko, ne mi govoriti, pa nisi Mojzes. Ja, ne vem, če grdo gleda, pa že vem, da je to žareva iznotraj. Bravo, en aplaus. Si se pa izmazal. Ja,
ko sem vprašal fante, zakaj so oni gadi, ne? Se niti malo ne izgledajo kot neke hude kače. Nekak so lepi. A so lepi? So mi rekli čisto preprosto, kako je prišlo do imena Gadi? Ja, po filmu, seveda vsem znan slovenski film, to so Gadi. In to je to. Smrkavci so gledali film, pa so rekli, mi bi bili Gadi. Sam da bi zažigali, ne? Pa smo bili res takrat smrkavci in se po njih izgledovali. Glejte, lepo kariero ste naredili, fanti, vsaka čast, vsa Slovenija vam je skoraj padla pod noge, bomo rekli takole malo v žargonu. Kdo je kriv v bistvu, da ste ravno vi trije zdaj skupaj? Ker je tisti pobudni gadov, da so nastali gadi? Da so gadi, tukaj, kjer so krivi gadi. Bravo. Torej, mi trije. Vi trije. A bo še on kaj povedal po dolensko? Daj mu mikrofon, no. Daj, povej nekaj po dolensko. Nekaj lepega nam povej po dolenskem, glej, v Prekmurju si. Cvajčka nemate. Cvajčka nemamo, pa cvajček. Cvajček je najdober. Je tako, ne? Torej, gadi so z nami. Kje vas lahko dobijo? Vse posod. Fino je, ker že sam odgovarjaš. Vse posod. Res. Se, ko sem prebral vaše dosjeje X, sem vedel, da moram kar veliko tega povedati, ne? Torej, Gadi še vedno z nami v oddaji. Dobra volja s Francem Gorzo na TV Ideja. Gadi! Na fasadi mestne hiše tvoje ime z rdečo piše, zaljubljen sem vate dolgo že. Kadar greš ki mimo mene, zaigra srce hitreje, ker dolgo si te želim. A tvoja mama mene mara, pravi daj se pazi gada, ker druga dekleta gledajo ga. A mislim, da imaš me rada in da bi z mano se igrala, zaspala pri meni kdaj. Brez tebe živeti več ne znam, brez tebe za druge ni mi mar. Če tebe tukaj ni, lahko se zmiša mi, brez tebe živeti več mi ni. Brez tebe živeti več ne znam, brez tebe za druge ni mi mar. Če tebe tukaj ni, lahko se zmiša mi, brez tebe živeti več mi ni. A tvoja mama mene mara, pravi daj se pazi gada, ker druga dekleta gledajo ga. A mislim, da imaš me rada in da bi z mano se igrala, zaspala pri meni kdaj. Brez tebe živeti več ne znam, brez tebe za druge ni mi mar. Če tebe tukaj ni, lahko se zmiša mi, brez tebe živeti več mi ni. Če tebe tukaj ni, lahko se zmiša mi, brez tebe živeti več mi ni. Brez tebe živeti več mi ni.
Janči, slabo mečejo. Stoga panika ne da, razumeš? Pazi, idano gospa tamo višno pej nazaj. Te gospa, ota pride bliža. Veliki cekar ima. Vaj, kakšni veliki cekar imate vi, gospa. Bi dali kakšne pejne za mojega psa, kaj je lač, ampak nema, nikam mu ne mreva kupiti. Poveri, veš, samo na dom pejne za psa. Ne? Jaz mu reši dom kakšno rebrco. No te pa cigdi, rebra, cigdi ne, slabuka, vidim kakšno... Janči, jebe. Gospa, vi samo eno rebro imate, nemate mogoče, ker še manj 2 psa doma znate. No, pa še ti imam glih 2 rebrci. Dobro. Gospa, Bog plače. Kad bi vam vse rodilo, pa kad bi vam kivi nazaj pognil, pa kaki, pa vam zmrznil, razne ideje. Daj tačku, gospe, daj tačku, ja. Hvala lepa, hvala lepa za rebre, gospa, ja. Hojsko, da se pes novi. Bog daj, dober dan, gospa. Prostovoljna prispevka, Tako, dragi gledalci, spoštovani gledalci, Lajči in Janči sta v sporu z TV idejo in pa z mano, tako da ne vem, če boste sploh kdaj prišla v našo oddajo. Z nami pa so folkloristi Kut Goričko in sicer Gornji Petrovci. Dušanka Kuronja je njihova vodja. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni tudi vam in vsem obiskovalcem. Najprej bi se vam rad v imenu TV Ideja in pa seveda vseh gledalcev zahvalil, da ste se udeležili tega snemanja. Povejte, kako dolgo obstaja vaše društvo, vaš Kut, vaša folklora? Naše društvo obstaja 23 let, od leta 1993. 23 let kot društvo in od takrat tudi že folklora ali pa folklora mogoče malo pozneje? Od takrat je folklora že, ja. 23 let. Koliko folkloristov, koliko članov štejete? Štejemo 25 članov z muzikanti in plesalci. Ne? In kje vas lahko ljudje vidijo, kje vse nastopate? Nastopamo širom Prekmurja, v naši občini, Gornji Petrovci, na občinskih prireditvah, občasno tudi v Avstriji, na Madžarskem. Smo stalni gostje hotela Vivat. Krasno. Tele obleke, ki jih imate, folkloristi in pa tudi vi, gospa, prekmurske? Ja. Iz katerega časa mogoče? Goričke? Goričke noše. Leta 2006 se je izdelal en projekt in raziskava glede teh noš in na podlagi tega smo si dali zašiti te nove noše, drugače prej smo imeli krajše, pisane. Ste malo kolena kazali, zdaj malo daljše. Gospa Dušanka, kaj nam boste danes zaplesali? Katera 2 plesa? Zaplesali bomo špancir polko, pa špic polko. To spada med svatovske goričke plese, katere stalno plešemo in izvajamo na vseh pledicah. Špancir pa špic. Kaj pa ti fantje? Kdo so ti fantje? Lahko predstavite, mogoče celo po imenih? Ja, to je naš... Na bajsu, na bas? Na basi je Jože Horvat. Aha. En aplaus. Na harmoniki? Na harmoniki je Ernest Kovačic. In pa na lončenem basu ali pa Vugač? Štefan Grah. Tako, preden zaplešete, gospa Erika, samo tele škrinice malo premešajte, imamo namreč skriti zaklad za vas, drage gledalke in spoštovani gledalci doma. Izpred televizijskih sprejemniki pisati morate TV Ideja Kostljeva 9000 Murska Sobota, pa pripis za dobro voljo in morda boste že vi v naslednjih oddajah, ki jih bomo posneli, izžrebani za zlati prstan. Ste naredili svoje. Gospa Dušanka, najlepša hvala in se vidimo na plesišču.
zdaj doga najbolj nico, zdaj mi je odpovedal, ponoša me čaka. Jaj, komu zdaj najletinko novega dobim. Sem pravi zobočanem, kje sem dečko sprek morja. A ja, zdaj pa na Slovensko ulico 45 videjatelj, pooblaščenimi prodajalci Telekom Slovenije. Sosed prav, katon vse zriktajo. V akciji imajo mobilni paket brezskrbni A, ker jim je omogoča neomejene pogovore pa sporočilo kjerkoli v Sloveniji že od 17,95 na mesec. V vezavi pa dobim 2 giga prenosa podatkov brezplačno do 2 leti. Prostite, čevapčiče in pleskavice bi starši od moje pridejo na piknik, jaz pa... Ja, za taščo pa samo najboljši. Ja. Vzemite Ave. Hvala. Ave Grill, prvi in najbolj prodajeni mesni izdelki za žar v Sloveniji. Lajči in Janči se peljeta s Fičekom, oba amortos pijana. Pa se dere Janči, pazi Lajči, drevo, pazi! Bum! In potem, ko se zbudite v Rakičanu, oba v gipsu, tako, ne, popravi, sem ti rekel, pazi drevo, on popravi, pa kaj bom ja pazil, če si ti vozil? Imela sta Fičeka, če bi se pa vozila s Katrco, potem pa mogoče ne bi naletela na tisto drevo. Ansambel Katrca je z nami. Moj fant ima staro katrco, se peljeva. Moj fant ima staro katrco, če tudi je tesno, v njej se ljubiva. Avto se ziba kot stari gugalnik, on pa pritiska na plin. V roki drži svoj zakrivljen menjalnik, kot da igral bi se z njim. Ne, moj frajer ne prehiteva, saj greva v isto smer in skupaj prideva na cilj, ker dober je šofer. Moj fant ima staro katrco, se peljeva. Moj fant ima staro katrco, če tudi je tesno, v njej se ljubiva. V njej ni ne klime in ne pije benzin, pa sploh ne pogrešava to. Saj brez legenzicov in zračnih blazin je nama prelepo. Moj fant ima staro katrco, se peljeva. Moj fant ima staro katrco, če tudi je tesno, v njej se ljubiva. Nima ne spoilerja, ne druge šminke, vendar je avto okej. Skupaj prevoziva ostre ovinke, cilju hitiva naprej. Le večkrat zamenjava gumo, saj tu se nikoli ne ve, kaj se lahko se pripeti, če guma ne vzdrži. Moj fant ima staro katrco, se peljeva. Moj fant ima staro katrco, če tudi je tesno, v njej se ljubiva. La, 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 la. Moj fant ima staro katrco, se peljeva. Moj fant ima staro katrco, če tudi je tesno, v njej se ljubiva. Drage gledalke, spoštovani gledalci, ansambel Katrce z nami in pa seveda prečudovita, krasna, večno mlada Klavdija. Lepo pozdravljena. Hvala lepa, lep pozdrav tebi, lep pozdrav vsem obiskovalcem in seveda lep pozdrav spoštovane gledalke in spoštovani gledalci. Tako moram čestitati tebi in pa seveda vsem fantom, v dobri kondiciji držiš
A ja ne? Ja. Vsak dan 10 sklec. Dalibor kako bi rekla, mal ga favša, ne? Mal išče krivine, ne? Veliko vode, zelenjave, zdaj sem pa rekla, da bodo imeli, kakšno dieto že, Dalibor? Eno dieto smo rekli, ne? Kivi kuro. Kivi kuro. Samo kivije boste jedli ali boste kure pod kivijem pojedli? Povej. Vse je samo kivija, ne? Vse samo kivija, ne. Torej, Klavdija, koliko let Katrca že deluje? Ja, v letošnjem letu obeležujemo svoj 10. rojstni dan, tako da nam lahko zaploskate. 10 let je lepa 10 let ima Katrca, vse najboljše za ti, vse najboljše. Čakaj, svečke pihat. Vse najboljše. Katrca, vse najboljše za te. Za vas. 5 in 5 je skupaj. Tako 10. Ne bomo jih pihali. A še vedno nastajajo nove skladbe? Ne date se vi kar tako, ne? Ja, seveda. Imamo kar zagon pa tako pozitivno energijo, da radi pišemo nove pesmi. Naslednja, ki jo bomo slišali, je seveda iz področja zabavne glasbe. Pripeljali smo v Slovenijo Supermana. Pa še kakšno novo bomo slišali zagotovo, najnovejšo polko z naslovom Zamanti, to pa malo kasneje, tako da se veselim, da bomo lahko zapeli. Veselim se, da ste z nami, seveda mi je v čast in zadovoljstvo vas gostiti. Kdo vam piše besedila? Se to sami delate pa glasbo? A imate koga? Ja, besedila so moje delo, tako, ja. Katrco si tudi ti napisala? Nisi? Nisem, ampak je moj vzdevek in moja ljuba Katrca, ki je ne dam. Glasbo piše in aranžma je moj mož Izi, ne? Ostala Katrca pa seveda pridno v Boga. Posnamemo tudi v studiu Katrca, tako da vse je Katrca, evo. Vse je Katrca. Nastopal zadost, veliko? Glede na številčnost ansamblov v zadnjem času smo lahko zadovoljni. Pravzaprav nam naročniki zaupajo. Veliko porok odigramo, to je pomembna naloga, ker ponavadi se poročimo samo enkrat. In je zelo hudo, če imaš ansambel, s katerim nisi zadovoljen. Tako da je posebna težka naloga, da se ženin in nevesta počutita najbolje in da nam zaupata. In smo veseli, da smo do zdaj še vse poroke dobro odpeljali in da zakoni še dobro držijo. Tako, sedaj boš, Klavdija, samo malo narahlo premešala tudi na skriti zaklad za naše gledalce. A boš malo skrinjice predevala, samo levo, desno? Skrinjice moram predevati levo in desno. Malo ono porineš tam, to sem, pa tako veš. Malo se poigramo. Še lahko tudi to? Tako, dragi gledalci, TV Ideja, Koslje od 9000 Murska Sobota s pripisom Dobra volja je treba pisati za tale naš skriti zaklad in sicer za prstan Zlatarne Mari. Hvala lepa. Katrca bo sedaj zapela eno novejši sklad in sicer Superman. Superman in Katrca. Jaz sem Superman, je fajn. Meni je Superman, je fajn. Te poljubim, spet dežuje, strela sveti, spet drvi, pa kaj, če kdo mi bluzi, meni se smeji. Tak so problemi, non-stop si v dilemi, če hočeš biti srečen, zavedaj se, da nisi večen. Jaz sem Superman, je fajn, moj življenjski je dizajn, meni Superman, je fajn. Jaz sem Superman, je fajn, moj življenjski je dizajn, meni je Superman, je fajn, te poljubim, Morda si že pozabil, kaj sploh pomeni imeti rad, pusti, da te spomni, življenje je zaklad. Itak so problemi, non-stop si v dilemi, če hočeš biti srečen, zavedaj se, da nisi večen. Jaz sem Superman, je fajn, moj življenjski je dizajn, meni je Superman, je fajn, te poljubim,
fajn, ko si zapojem. Mene Superman je fajn. Vse je lažje, ko zapoješ. Mene Superman je fajn. Res je fajn, ko si zapojem. Mene Superman je fajn. Vse je lažje, ko zapoješ. Mene Superman je Superman je fajn. Moj življenjski je dizajn. Meni Superman je fajn. Te poljubim, Jezus, Superman je fajn. Moj življenjski je dizajn. Meni Superman je fajn. Te poljubim, Moj življenjski je dizajn. Te poljubim, ljubim. Superman je fajn. To življenjski je dizajn. Meni Superman je fajn. So super fajn. Prostovoljni prispevek za male živali. Notri ličite tu. Tako, ja, ti boš tudi ličila. Hvala lepa, hvala lepa. Ko se niko se ne boj, to je kužek, ima gleda, ima klobuk. On ima klobuk, ne boj se. Ja. Hvala lepa, gospa. Bog, daj, kad bi vam vse rodilo pri kuku doma. Ide še jedan, glej, ide. Ti samo liči notri. Ja, Bog ti plati, Bog ti. Đanči, to bolje ide kako popevanje, razumiješ? Gospa, ti ličite notri. Tak je, Bog plati. Je pa starega džužja. Samo ličite, gospod, notri. Jezus, kak še bakrana je ličiti človek. Božiček, dedek Mraz, pošten advokat, pa star pijanec. Grejo po cesti, kjer leži 100 evrov. Kaj mislite, kdo pobere teh 100 evrov? Ne advokat. Pobere jih star pijanec, ker vsa ostala 3 bitja so izmišljena. Poštenega advokata ni, Božička ni in ni niti dedka Mraza, je tak? Ampak eden advokat, pošten, pa vseeno je. Darko Domjan! Ja se bojim ove noći, ja se bojim ove tame, ove kiše koja pada, ovih ruku što su same. Ja se bojim ovog mora koje tajnu našu krije. Ja se bojim jedne žene koja meni vjerna nije. Dugo će boljeti ako me prestaneš voljeti i neću noćima spavati, ali pak tebe ću sanjati. Dugo će voljeti ako me prestaneš voljeti. Zadnji će cvjetovi svenuti, za svojom zvijezdom ću krenuti. Ja se bojim ovog neba, što je svakog časa bliže, ove sjene što me prati, ove lađe koja stiže. Dugo će voljeti ako me prestaneš voljeti i neću noćima spavati, ali pak tebe ću sanjati. Dugo će voljeti
svjetrovi svenuti, za svojom zvijezdom ću krenuti. Dugo će voljeti, ako me prestaneš voljeti. Zadnji će cvjetovi svenuti, za svojom zvijezdom ću krenuti. Dugo će boljeti, ako me prestaneš voljeti. I neću noćima spavati, ali pak tebe ću sanjati. Dugo će boljeti, ako me prestaneš voljeti. I neću noćima spavati, ali pak tebe ću sanjati. O, bravo! Franc, skoro si bio bolji od mene. Pa ne, to. Darko, ljudje te poznajo, ljudje te imajo radi. Dobrodošel v naši oddaji, dobra volja je najbolja. Hvala lijepa, meni je drago da sam pozvan, drago mi je da sam ovdje u Prekmurju gdje sam uvijek rado dolazio, a vidim da sam i danas rado viđen gost. Ogromno lepih nastopov je Darko Domjan pustil res tukaj v Prekmurju. Darko se je rodil leta 1952 v Karlovcu, drži? Ja. Ne bi rekli, mladi dečko izgleda še vedno. Njegov prvi inštrument, ali pa eden izmed prvih inštrumentov, ko je hodil v glasbeno šolo, je pa bilo čelo, drži? Je, čelo, ja. Vidiš, vse znamo o tebi, Darko. Pa gdje si to saznao? Znam celo to, da je bilo 7 suza prodanih, okoli 170,000 izvodov, drži? Je, i od tih 170,000, 150,000 Sloveniji. Tudi to drži. Potem pa so prišle ruže v snegu, pa 250,000 izvodov. 245 v Sloveniji. 1000, ja, seveda. Ampak Darko Domjan ne miruje, Darko Domjan dela tudi nove komade, ne živi na lovorika starih, ne? Pa malo, moramo malo. Tudi tam nekaj novega narediš. Sicer sem povedal na povedniku, da je Darko Domjan odvetnik, pošten odvetnik, verjamite. Je tak, Darko? Je. Če se dva kmeta tožita, peljaka, prije k tebi pa se tožita, na koncu je vse tvoje, je tak? Sve moje. Darko, kaj boš zapel še sedaj? Sad bom zapjevao jednu divnu pjesmu sa mog novog albuma, CD koji je pred 2 tjedna izašao. Izdavačka kuća Damik iz Zagreba, CD sa lijepim pjesmama, nešto u stilu ove prve koju ste čuli, Dosta mi je tuge. Dosta mi je tuge in Darko Domjan. Hvala lijepo. Kad smo svaki svojim putem jednog dana dušo krenuli, da si našla brzo drugog, to su mi o tebi priznali. A ja se od tog dana trijeznog oka nisam budio, al ne od nekog lošeg vina, nego što sam tebe volio. Dosta mi je tuge, mogu bez tebe, mogu opet živjet kao ranije. Nek mi tijelom teku kapi radosti, neće mene ona lako slomiti. Dosta mi je tuge, ne treba mi to, da me noću budi srce slomljeno. Neću više sjene stare prošlosti, i opet ću nakon tebe drugu voljeti. Kad smo svaki svojim putem jednog dana dušo krenuli, da
si našla brzo drugo, to su mi o tebi priznali. A ja se od tog dana treznog oka nisam budio, al me od nekog lošeg vina, nego što sam tebe volio. Dosta mi je tuge, mogu bez tebe, mogu opet živjet kao ranije, nek mi tijelom teku kapi radosti, neće mene ona lako slomiti. Dosta mi je tuge, ne treba mi to, da me noću budi srce slomljeno, neću više sjene stare prošlosti i opet ću nakon tebe drugu voljeti. Dosta mi je tuge, mogu bez tebe, mogu opet živjet kao ranije, nek mi tijelom teku kapi radosti, neće mene ona lako slomiti. Dosta mi je tuge, ne treba mi to, da me noću budi srce slomljeno, neću više sjene stare prošlosti i opet ću nakon tebe drugu voljeti. Zadosta, gledaj, človek Boži, da pa mu te ti reje, gledaj. Ko sem si mislil, gledaj, ti si zdaj ženska namadala za obed, za zajtrk pa večerjo. Za psa, razumeš, ja. Za psa, samo jaz sem že malo ločen, zdaj sva že nekaj delala. Ko ti misliš? Ti misliš, kad bi tista rebra pojo? Človek Boži. Pa misliš, da je kaj psička pravila, ne da jede nika našta. Ne jede nika pravila. Ti to daj, kad pa gleda. Malo miha, malo on. Evo ga. To je moja, ovo pa tvoja. Imate tada dobro. Pogledaj, kako se rebra, to je ženska misla, vem, da kaj kujate, zna. Tako. Na, griži, malo, griži. Znaš kaj, kriju bi mogu imeti tu. Jej, rebro, jej, na, tu može. Znači, pes je tako modelen, kad neće niti san. Ja, dobro je, ne, ja, tak ne jejca. Tebi su dobra? Dobro su. Kura je kako rebro. Ti bi kriju bio polnik, da še Bog se bilo. Vašla še za koji spekta slijediti, kako može? Ja sam našla, ti je tako. Na, jej, rebre, na, ki si ljake, na. Znaš kaj vaše mogla? Koga? Vseeno zdaj pri Dijani malo pocinkate, poružite, tam v recepciji pa vidite, če ne pistijo, če so spoj na plakati ali so ne na plakati. Sigder zamrdajo nekaj, zdaj neka pena z malo sladovla pa rebra, opet nama ne ide, znaš. Mi pa nema vodajo prišla do novega leta, ti povem človek Božji. Znaš pa, če gli nemamo za položnice, v tej folk mesata nesla, če lepo to vzame in mesto penes. Ko praviš? Dobro, ja. Može jej, može. Neće niti pes več reber. Može, ko pa, ne? Ne, slabo je tako, ne? Ne, tako, dragi ljudje moje, male živali imate bolje radi, kot leživa pa Đančeva, je tako? Točno. Bomo imeli selfie, smo napravili. Jebe se njoj za selfie, ono samo reber. Drage dame, spoštovani gospodje, mi smo pred akcijo, pred našim skritim zakladom. Ob sebi imam gospoda, ki smo ga izžrebali izmed obiskovalcev, in sicer gospod Aleksander Bedič. Odkot ste doma? Budinci. Iz Budinec. Aleksander Bedič iz Budinec je prišel na našo oddajo. Velik aplavz ste poželi. Gospod Aleksander, dve nalogi imava. Prva naloga je ta, da mogoče vi dobite zlat prstan. Skrit je v tej skrinjica. Zlat prstan zlatarne Mari. Malo pogledajte skrinjice in eno izberite, gospod Aleksander. Izberite eno skrinjico. Aplavz. Gospod Aleksander, sreča vam ni bila naklonjena. To pomeni, ampak veste kako je, vsi gledalci doma so bili proti vas, ker to pomeni, da gre prstan njim
in morajo pisati dopisnice na TV Ideja Kosljeva 9000 Murska Sobota s pripisom za dobro voljo. Ampak nekaj bova še storila. A moramo pogledati, kje je prstan, ne? Tu ne ruži, tu ne ruži, tu ne ruži. Dobro so ga premešali. Sploh ga ni, gospod. Tu je bil pred vami. Čisto pred vami je bil gospod Aleksander. Dobili boste tolažilno nagrado in sicer Radgonske Gorice vam podarjajo srebrno penino. Bo v redu? To je že vaše. Tako? Gospod Aleksander, a vi dobro vidite brez očali? Je bolj slabo. Slabo vidite brez očali. Kako bova potem sedaj to naredila? Bova nekoga rabila? Jaz ne vidim brez očali, vi ne vidite brez očali, bova nekako probala. Zdaj pa premešajte razglednice in žrebamo zlati prstan, ki je ostal v prejšnji vdaji, ker nismo jih žrebali. Nekoga izmed gledalcev. Eno dopisnico boste potegnili ven, samo eno. Tako. In če vam se zahvaljujem za sodelovanje, gospod Aleksander, jaz pa bom šel sedaj do publike in vprašal nekoga, kdo dobro vidi. Kamerman bo tole vse skupaj posnel. Kamerman, gremo spremljati zadevo. Sem gremo, naredili bomo. Gospa, odkot ste vi? Iz Murske Sobote. Murska Sobota, prava Sobočanka. Prava Sobočanka. Vam je oddaja všeč? Zelo. Jo večkrat gledate? Večkrat. Kdo vam je najlepši? Franc Gorza. Pa to je šalabajzer. Gospa, tu zadaj kaj so napisali? Za dobro voljo, ne? Ja. Kaj pa piše tu? Kdo je to napisal? Tu, to morate prebrati. Milena Stanjko, Mota 57, 9240, Ljutomer. Milena Stanjko, Mota 57. 57, Pošta Ljutomer. Torej, gospa Milena Stanjko, tole bomo pokazali tudi gledalcem, da ne foliramo. Prstan je vaš. Gre v moj, ne bom rekel rojstni kraj, ampak v kraj, kjer sem poročen. Izgleda, da vsi moji vaščani pišejo dopisnice. Drage in spoštovani, vsi izpred televizijskimi zasloni, ekrani, vem, da se imate lepo, ampak vse, kar je lepo, hitro mine. In tudi tale oddaja Dobra volja s Francem Gorzo na TV Ideji se izteka. Želim vam veliko zdravja, sreče, ljubezni, imejte se lepo, do naslednje oddaje, uživajte, uživajte vedno in vse posod, le z dobro voljo na pot in TV Idejo gledajte. Za konec vam pokanjam pa še eno skladbico. Sem ti nosil, pesmi sem ti pil, vedno in povsod, le zate sem živel. Rožo si ubila, pesem pozabila, srečo najino, nekdo nama je vzel. Naj že pade noč, da zakrije grehe, naj bo že nov dan, naj mi da utehe. Jutro naj bo svež, oblič na mojo rano, najino ljubezen nesi v neznano. Odidi že, odidi že, odidi z mojega srca. Ljubezen moja, ljubezen tvoja, izmišljena je pravica. Odidi že, odidi že, odidi z mojega srca. Ljubezen moja, ljubezen tvoja, nikdar ne bo več najina. Odidi že, odidi že, odidi z mojega srca. Ljubezen moja, ljubezen tvoja, izmišljena je pravica. Odidi že, odidi že, odidi z mojega srca. Ljubezen moja, ljubezen tvoja, nikdar ne bo več najina. Rože sem ti nosil, pesmi sem ti pil, vedno in povsod, le zate sem živel. Rožo si ubila, pesem pozabila, srečo najino, nekdo nama je vzel. Ljubezen pa ni rosa, da jo žarek vzame, žarek je ljubezen, ki srce ti vname. Ljubezen pa
reke ljubezen, ki srce ti vname. Odidi že, odidi že, odidi z mojega srca. Ljubezen moja, ljubezen tvoja, izmišljena je pravica. Odidi že, odidi že, odidi z mojega srca. Ljubezen moja, ljubezen tvoja, nikdar ne bo več najina. Odidi že, odidi že, odidi z mojega srca. Ljubezen moja, ljubezen tvoja, izmišljena je pravica. Odidi že, odidi že, odidi z mojega srca. Ljubezen moja, ljubezen tvoja, nikdar ne bo več najina. Jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudeh. V eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati smeh. Zdaj doga najbolj nico, zdaj mi je odpovedal, ponoša me čaka. Jaj, komu zdaj najletinko novega dobim. Sem pravi zobočanec, sem dečko s Prekmorja. A ja, zdaj pa na Slovensko ulico 45 videjatelj, pooblaščenimi prodajalci Telekom Slovenije. Sosed prav, katon vse zriktajo. V akciji imajo mobilni paket brezskrbni A, ker jim je omogoča neomejene pogovore pa sporočilo kjerkoli v Sloveniji že od 17,95 na mesec. V povezavi pa dobim 2 giga prenosa podatkov brezplačno do 2 leti. Prostite, čevapčiče in pleskavice bi starši od moje pridejo na piknik, jaz pa... Ja, za taščo pa samo najboljši. Ja. Vzemite Ave. Hvala. Ave Grill, prvi in najbolj prodajni mesni izdelki za žar v Sloveniji.